Pri sveti maši duhovnik nosi posebna oblačila, ki imajo simbolni pomen, med temi oblačili pa je najpomembnejši zgornji del, imenovano kazula, ki ga duhovnik obleče čez vse ostalo. Kazula je široko oblačilo, ki duhovnika skoraj v celoti pokrije. Njeno ime izhaja iz latinske besede, ki pomeni majhna hiša oziroma hišica, pa duhovnika dobesedno ovije. Kazula ni vedno iste barve, te se spreminjajo glede na čas v cerkvenem letu ali glede na posamezen praznik. S tem pomagajo vernikom razumeti, ali gre za vesel, žalosten, resen ali posebej slovesen čas. Najpogostejša barva je bela, ki ponazarja veselje, svetlobo, čistost in novo življenje. Ta se uporablja ob največjih praznikih, kot sta Božič in Velika noč. Pogosto se uporablja tudi pri porokah, rdeča barva je povezana z ognjem, krvjo in ljubeznijo, uporablja se ob praznikih, ki govorijo o trpljenju ali pogumu v veri, na primer ob spominju na Jezusovo trpljenje, kot sta Veliki petek ali cvetna nedelja, ob prazniku prihoda Svetega Duha oziroma binkošti ter ob praznikih svetnikov, ki so umrli nasilne smrti zaradi svoje vere. Zelena barva je barva rasti in vsakdanjosti, zato se uporablja večji del leta, ko ni večjih praznikov. Vijolična barva je povezana z resnostjo, tišino in premisleko. Uporablja se v času priprav, na primer pred Božičem in Veliko nočjo. To so obdobji, ko smo verniki povabljeni k razmisleku o sebi, k umiritvi pred prazniki in k notranji pripravi. Vijolična se lahko uporabi tudi pri pogrebih, ker izraža spoštovanje, žalost in hkrati upanje. Rožnata barva se uporablja zelo redko in sicer samo dvakrat na leto, na 3. adventno nedeljo in na 4. postno nedeljo. Pojavi se sredi resnih obdobij kot znak, da se približuje čas veselja in deluje kot vmesni odtenek med prazničnostjo in resnostjo. Črna barva je tradicionalna barva žalovanja in smrti. Danes se uporablja zelo redko, večinoma le še pri pogrebih ali pri posebnih spominskih obredih. In zlata barva ni vezana na točno določen čas, ampak se uporablja kot poudarek ob zelo slovesnih priložnostih, kot so praznik Kristusa kralja vesoljstva, Marijino vnebovzetje, Gospodovo razglašenje in tako dalje. Lahko nadomesti belo, rdečo ali zeleno barvo, kadar želi cerkev posebej poudarjati prazničnost in slovesnost dogodka.